Lep pozdrav. Španska gripa je bila nenavadno huda in smrtonosna oblika influence, virusne kužne bolezni in ena najbolj smrtnih pandemij v vsej dosedanji človeški zgodovini. Povzročil je virus influence tipa H1N1, ki je podoben današnjim povzročiteljem ptičje gripe, za katero verjamem, da ste že vsi slišali, je pred nekaj let ti ogrožala tudi nas. Španska zato, ker je bila v Španiji deležna mnogo večje medijske pozornosti kot drugje, saj Španija v prvi svetovni vojni ni sodelovala in tako ni bilo vojne cenzure. Čeprav se virus po dosedanjih ugotovitvah zagotovo ni razvil v Španiji, je bila ta država hudo prizadeta z okrog 8 milijoni okuženih leta 2018. Epidemija je leta 2018 po globih ocenah v Evropi in po vsem svetu povzročila smrt med 20 in 40 milijoni ljudi in je zahtevala več žrtev, kot jih je umrlo na bojiščih prve svetovne vojne. Kljub temu pa se zdi, da je ta epidemija, ki jo imajo nekateri pravzaprav za edino pravo naslednico epidemije kuge, učinkih črne smrti v 14. stoletju, presenetljivo hitro poniknila v kolektivnem spominu na prvo svetovno vojno, kot ena od zadnjih kratkih epizod ob njenem samem zaključku. Španska gripa je močno prizadela tudi prebivalstvo v slovenskih deželah in po zimi leta 1918 in traja dobre 3 mesece. Čeprav so znane le približne, nezanesljive ocene o številu obolelih in umrlih, nam sočasni viri posredno razkrivajo veliko razsežnost obolevanja za to boleznjo in pogosto smrtnost med obolelimi. Uradnega števila obolelih in umrlih ne poznamo, saj influenca do takrat ni spadala med tiste hude nalezljive bolezni, ki bi jih morali zdravniki prijavljati in o primerih zbirati podatke. Takrat je veljal zakon o nalezljivih boleznih iz leta 1913. Vsekakor pa pogled v skoraj da katerokoli mrliško knjigo na slovenskem ozemlju za leto 1918 priča o množičnem umiranju za to boleznjo. Raziskovanje pa otežujejo tudi zapletene geopolitične razmere v letih 1918-19, saj je epidemija izbruhnila ob samem koncu prve svetovne vojne, ko je hkrati prišlo do razpada Avstro-Ogrske in nastanka države oziroma kraljevine SHS. Na prve strani časopisov se epidemiji španske gripe in z njo povezani zdravstveni problematiki, tako kljub številnim žrtvam, jeseni leta 1918 ni uspelo prebiti. Iz ohranjenih poročil okrajnih glavarstev v deželni vladi v Ljubljani je razvidno, da so za gripo množično obolevali tudi učenci in učitelji različnih šol. O prekinitvi pouka in zapiranju šol so poročali z mnogih kranjskih okrajnih glavarstev. Izpad učencev pri pouku je bil po posameznih krajih in šolah sicer različen in sicer v razponu od 16 do 75% vseh šolarjev. Na podlagi poročil deželne vlade v Ljubljani, šolskih kronik ljubljanskih šol in sočasnega časopisja bom poskušala prikazati, kako je epidemija španske gripe dodatno prizadela že tako od vojnih let izčrpano prebivalstvo. Obolevanje učencev in učiteljev za špansko gripo je eno od redkih dognanj v zvezi z epidemijo, ki ga lahko do neke mere sledimo in ki neposredno kaže na veliko razsežnost obolevanja za influenco jeseni leta 2018. Bolj kot ta vir nam ostajajo izpovedne samo še mrliške knjige, ki pa seveda število obolelih ne kažejo. Ljubljanski mestni fizik je zaradi velikega obolevanja šolske mladine 3. oktobra na podlagi poizvedbe odredil
prekinitev pouka v najprej 15 ljubljanskih šolah, 5. oktobra še na nadaljnjih 7 šolah. Pouk so prekinili najprej do 15. oktobra, nato je 12. oktobra ljubljanski mestni magistrat zaradi, citiram, razširjenega nastopa influence in dolgotrajajoče rekonvalescence obolelih sporazumno s cesarsko-kraljevim deželnim šolskim svetom odredil zaprtje vseh srednjih ter javnih in zasebnih ljudskih šol in vrtcev, vključno do 3. novembra 1918. O prekinitvi pouka je poročalo tudi časopisje, kot na primer Slovenski narod in Učiteljski tovariš. Ne pa na tej točki omenim tudi še to, tako bolj mimogrede, da je bil šolski pouk med Prvo svetovno vojno prekinjen tudi iz drugih razlogov. Začetek pouka so jeseni ponekod predstavljali tudi zaradi drugih bolezni, kot na primer zaradi griženj, škrlatinke v nekaterih vaseh na Dolenjskem. Na Dunaju pa so na primer med 14. decembrom leta 18 in 7. januarjem leta 19 zaradi pomanjkanja premoga za kurjavo zaprli vse šole. Prav tako je bil pouk v ljubljanskih šolah pogosto moten in prekinjan. Na Mestnem dekliškem liceju v Ljubljani so na primer imeli pouk od srede decembra leta 18 le za razrede od 4. naprej, nižji razredi pa so ponovno začeli s poukom šele po novem letu. Šole pa so pogosto pouk izvajale bodisi v manjšem delu šolskih prostorov, bodisi v povsem drugih stavbah ali več njih in sicer po prilagojenih urnikih, saj je večja šolska poslopja v Ljubljani zasedala vojaško in številne vojaške bolnice. Naj se vrnem v španski gripi. Časopisni članki razkrivajo, da so zaradi epidemije šole zapirali tudi drugod, tako v bližnji kot tudi bolj oddaljeni soseščini. Zaprli najprej med 7. in 20. oktobrom, župan Dunaja je prav tako vse ljudske in meščanske šole zaprl 7. oktobra. V mestu so, mimogrede, hkrati zaprli tudi vsa gledališča in kina, skratka, vse tiste prostore, kjer se zbira večja množica ljudi. Učenci in učitelji so množično obolevali tudi v Gradcu, odkoder so poročali v 40% deležu bolnih učencev v nekaterih šolah, ponekod je zbolela kar polovica vseh učiteljev. Zato so v mestu od 10. oktobra za 3 tedne zaprli prav tako vse javne privatne vrtce, ljudske, meščanske in srednje šole, vključene so bile tudi vrtne šole in verouk. O zaprtju šol so časopisi poročali še za Linz, Beljak, Trst in Celovec. V slednjem so zaprtje podaljšali podobno kot Ljubljani do 3. novembra. Obolevanje za gripo je razvidno tudi zapisov v Učiteljskem tovarišu, kjer so objavljali nekrologe in vesti o umrlih slovenskih učiteljih in učiteljicah, ter poročali tudi o za gripo umrlih svojcih učiteljev, o ženah in otrocih. Med nekaterimi objavljenimi vestmi o umrlih učiteljih in njihovih svojcih pa vzrok smrti ni bil zapisan. V teh primerih se je po eni strani lahko prav tako skrivala gripa, po drugi strani pa je bilo umiranje mlajših ljudi v vojnem času tudi iz drugih vzrokov pogostejše kot sicer, zato nekaj neposrednih zaključkov ne moremo tako na hitro potegniti. Rezultati že omenjene poizvedbe mestnega fizikata po ljubljanskih šolah so bili v začetku oktobra 18 naslednji. Namenoma sem napisala zdaj vse šole, saj le tako lahko dobimo nek občutek o množičnosti obolevanja med šolskimi otroci. Primer Ljubljane pa iz tega vidika mogoče najboljši, saj je bila v glavnem deželnem mestu največja gostota šol in učencev. Pouka pa niso prekinili le v Ljubljani, ampak tudi v šolah v drugih kranjskih okrajnih glavarstev. Tako so v množični obolevnosti v posameznih krajih deželni vladi v Ljubljani poročalo vodstva z okrajnega glavarstva Črnomelj, za šolo v Bojancih, v Metliki, kjer je šolo obiskovala le še 1/3 učencev. Tu naj bi otroci za gripo obolevali še posebej množično, nekaj je bilo tudi težjih oblik bolezni s pljučnico. Bolela sta 2 učitelja in 20 učencev.
Okrajno glavarstvo Litija je prav tako poročalo za stanje v celotnem okraju. Na še posebej veliko prizadetost območja okrajnega glavarstva Novo mesto prav tako kažejo številna poročila o zaprtju tamkajšnjih šol. Od tam so poročali, da je gripa pogosta, v nekaterih družinah množično zbolevajo, v visokih številkah obolevajo tudi šolski otroci. Primeri bolnih so tudi med gimnazijci. Višji okrajni zdravnik, dr. Vavpetič, je zahteval takojšnje zaprtje gimnazije in ljudske šole v Novem mestu. V Novem mestu so zapirali šole še v Svetem Petru, Svetem Martinu, Trebnjem, Žuženberku, kjer je recimo v 4-razredni ljudski šoli od 346 učencev bolelo 79, v občini Brusnice, pa v manjših krajih in vaseh, kot so bili Zagradec, Stopič, Ambrus, Dobrniče in tako naprej. Recimo v Dolnjem Karteljevem je za to boleznjo zbolelo 70% šoloobiskujočih otrok, v Prečni pa so zapisali, da je, citiram, šolski obisk skrajno slab in pouk skoraj nemogoč postal. Nekatere ohranjene šolske kronike ljubljanskih šol vsebujejo tudi kratke zapise o španski gripi. Takoj zapisnika druge redne učiteljske konference osnovne šole Vrtača oziroma takrat tretje mestne deške ljudske šole izvemo, da je za gripo umrl njihov učitelj in en učenec 3. B razreda. Zaradi zaprtja šole so izgubili tudi prvo ocenjevalno obdobje, tako da so učitelji ocene začeli vpisovati za drugo četrtletje. V šoli Šentvidu, na osnovni šoli Valentina Vodnika, je za gripo umrl učenec iz nižje skupine 2. razreda. V osnovni šoli Prule, današnji osnovni šoli Prule, so umrli 4 učenci, v šoli v Spodnji Šiški pa je zbolelo skoraj vso učiteljstvo in mladina. Na šoli Sveti Jakob, oziroma prvi mestni dekliški ljudski šoli, je zbolelo 8 učiteljic in 300 učenk. Na prvi mestni 6-razredni deški šoli, danes osnovna šola Ledina, je umrl en učenec, v zavodu Svetega Stanislava pa je obolelo skoraj 200 učencev in veliko učiteljev, umrla sta 2 učitelja in 5 učencev. In če na kratko zaključim, ker sem bivša šola pa osnovne šole Prevalje, na bližnje Prevalje, kjer se je rodila bralna značka, mimogrede, in bivša dijakinja sosednje gimnazije Naravna, bom zaključila seveda na Koroškem. Karel Dobršek, danes že omenjeni prevaljski učitelj, je bil v obdobju med obema vojnama učitelj v sosednjih Prevaljah in je leta 1929 izdal knjigo z naslovom Vpliv socialnih razmer na razvoj otroka na Prevaljah. V njej navaja podatke, ki so jih pridobili za anketo med 300 prevaljskimi učenci, od katerih jih je 165 preživelo težke nalezljive bolezni, med njimi 26 tudi špansko gripo. Ker je bil arhiv šole ob prevratu leta 1919 uničen, so to edini podatki, ki jih o tem imamo. Prevaljsko šolo pa so v prvih desetletjih 20. stoletja zaradi nalezljivih bolezni tudi večkrat zaprli. To se je dogajalo med epidemijami ošpic, škrlatinke, davice, črnih koz, tifusa in griže. V splošnem pa velja, kot ugotavlja zdravnik Miran Kirn za kamniško območje, da so tisti otroci, ki so nalezljive bolezni večkrat preboleli, imeli pogosto tudi zdravstvene posledice in zaradi tega bistveno krajšo življenjsko dobo. Hvala.